sem prvič nastopila na olimpijskih igrah leta 2002 Salt Lake City, rekla bi, da niti sama nisem vedela točno, kaj se spuščam oziroma kam pravzaprav grem. Bile so tiste velika pričakovanja, mogoče kot mlademu športniku ni čisto vse najbolj jasen, malo si prestrašen od vseh navodil, ki ti jih dajejo. Če sem v Salt Lake City šla kot mlada perspektivna tekmovalka, presenetila in nekako dala vedeti, da bi se verjetno že takrat lahko realno borila za medalje, se je zgodilo v Torinu to, da so že pričakovali od mene kakšno medaljo oziroma vsaj vidnejši uspeh. Po tistem Torinu nesrečno se je pa zgodil en preobrat in se je pokazalo še enkrat več, kot večkrat trdim, da v življenju se vse zgodi z namenom. In zgodilo se je sicer to, da sem se nekako psihično tudi sprostila. Formirali smo novo ekipo in ta ekipa je nadaljevala delo naslednjih 4 leta. Se pravi, smo se srečali ponovno z olimpijskimi igrami v Vancouverju, tam pa sem že veljala za glavno favoritinjo za vsaj nekatere medalje. In ta trema, tisto zadnjo leto je bilo v bistvu tako, da je bilo čisto vse podrejeno. Ko smo v finalu tistega nesrečnega dne prečili tisto ciljno črto, je bila samo ena in edina misel: imamo jo. Takrat je prišla zraven vsa ekipa in tudi to so bile edine moje besede, tisti moment, ki sem jih izrekla. To je bilo pač nekaj našega, nekaj tako svetega za pač tisti ožji tim, ker smo živeli 4-5 let samo za ta cilj. Tega momenta, da bi prišla jaz iz Vancouvra praznih rok, si nekako ne znam predstavljati, niti si ga ne želim predstavljati. Ker je bilo eno leto prej tako veliko razočaranje in verjamem, da nikoli več ne bi bilo tako ime Petra Majdič v športni javnosti, kot je zdaj. Ko v bistvu zdaj pogledam na to medaljo, na ta kos kovine, si rečem, mi lahko planiramo, ampak življenje nas pelje res po svojih pravilih igre.